Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o tisti umetnosti, kateri se pravzaprav nihče ne more ogniti. Je vse okoli nas. To je umetnost grajenega okolja, umetnost oblikovanja okolja, torej arhitektura. Z mano sta avtorja knjige Zgodbe slovenske arhitekture, Špela Kuhar in Robert Potokar, oba arhitekta praktika, pa tudi arhitekta, ki veliko razmišljata, pišeta, delata v polju kuratorstva in publicizma in tudi izobraževanja mlajših. Ampak preden se posvetimo vajini knjigi, pač ta trenutek nekako kliče še k enemu vprašanju. Nedavno sem brala članek, ki ga je napisal Norman Foster, znani arhitekt, v časopisu Guardian. V njem je razmišljal o arhitekturi v času aktualne pandemije in napisal, da se mu zdi, da pandemija ne bo bistveno spremenila arhitekturne prakse, tudi arhitekturne teorije, temveč da bolezni vedno samo okrepijo in pospešijo nekatere trende, ki se nakazujejo že prej. Kako vidva razmišljate o arhitekturi v tem trenutku? Mogoče en tak mali detalj. Seveda vseeno bo tudi ta bolezen delno vplivala na arhitekturo, mogoče z nekim zamikom. Nenazadnje se je izkazalo to, da stanovanja, ki imajo, se pravi stanovanja v mestih, ki imajo balkone, so bili ljudje bistveno bolj zadovoljni v tem obdobju. Ker brez balkona preživeti mesec dni v osami, brez stika z zunanjostjo, je res težko. Tako da upamo in želimo, da bo tudi to en tak posredni povzročitelj tega, da bojo tudi stanovanja imela, vsaj nova stanovanja, večja, širše balkone. To je en tak mali element, ki je neposredno, po mojem, bo rezultat tega našega obdobja, v katerem zdaj živimo. Špela? Ja, jaz upam, da se bo ukrepil ta trajnostni vidik arhitekture, ne? Ker pravzaprav trajnost je nekaj, kar se govori že dolgo časa, ne? Ampak jo je mogoče malo težje spraviti v življenje. In da bi vsak pri sebi razmislil, kaj je pravzaprav pomembno, ne? Kako bivati, kje si izbrati svoj dom, koliko recimo svojimi izbirami vplivamo na izpuste, na širšo okolico, ne? In tako da jaz res upam, da bo ta karantena, ki nas očitno čaka malo daljša v tem trenutku, tudi v glavah ljudi pravzaprav nek vrednostni sistem izoblikovala. Pa malo prevetrila. Ker ste, Robert, že omenili pač te balkone oziroma njihovo, kaj doprinese k kvaliteti bivanja v času karantene, je ta tako imenovan nizek stanovanjski standard, o katerem se vedno znova govori v povezavi z arhitekturo na Slovenskem, tudi eden od povodov, zaradi katerih ste se odločili za knjigo, oziroma zakaj ste se pravzaprav odločili za to knjigo? Ja, mogoče tudi to, ampak ona glavna odločitev je bila v tem, ko sva na nek način pogrešala en tak podoben tip te knjige. Se pravi, knjiga, ki bi na nek tak poljuden način prikazala en pregled slovenske arhitekture, ampak seveda tak bolj zanimiv pregled, ne tak kronološko enciklopedičen, ampak en tak, ki bo prijeten za branje. Mogoče se kdaj lahko vmes tudi nasmehnemo, kaj preberemo, predvsem pa da dobimo en tak vpogled v to, kako je arhitektura nastajala, zakaj se je spreminjala, vsi neki parametri, ki so na njo vplivali. In knjigo o arhitekturi je relativno veliko, ampak mogoče take pa pravzaprav še ne. In zato sva probala najti nekaj novega. Zdaj bomo videli, kako bo to na koncu tudi izpadlo. Zdaj to kronologijo podajate v nekih 49 poglavjih. Gre dejansko za zgodbe, ker vemo tudi precej presenetljive zadeve, denimo Rimljani, da so ubili zajca na lokaciji, kjer so želeli graditi in potem pregledali, ali so njegovi organi zdravi, če so bili, je to primerna lokacija, potem ptica je pokazala lokacijo za samostan v Stični. Polno nekih anekdot sta nabrala. Ste bila kdaj tudi sama osupla ob kakšni anekdoti, ki ste jo prebrala? Meni predvsem to leto je bilo izredno dragoceno, ker sem se lahko posvetila branju, zbiranju informacij in je bilo nemalo recimo zgodb, ki so me navdušile, ne? In predvsem sva želela, da bi širšemu krogu ljudi
predstavlja arhitekturo na en tak prijazen način, pravzaprav, ne, da bi jim bilo to veselje, da bi videli, da bi začeli gledati okrog sebe, da bi ko bi šli na neki izlet, vključili tudi recimo neko arhitekturo, da bi pravzaprav to postalo enakovredno, kot arhitektura postala enakovredni del kulture, tako kot je recimo glasba, kot je ostala umetnost. In ker se nama je zdelo, da je arhitektura pravzaprav precej zapostavljena, pa je pravzaprav, tako kot ste v uvodu omenila, nekaj, kar mi v prostoru vedno smo. Obdajajo nas hiše in je pravzaprav zelo pomembno, kako ta prostor na nas vpliva. In se zaradi tega prostora ali se počutimo boljše, lahko se počutimo tudi slabše, ne? Če je arhitektura zapostavljena, lahko se tukaj navežemo tudi na šolski sistem oziroma na šolski program, tudi v gimnazijah. Gimnazijci, ko končajo gimnazijo, recimo tisti, ki se želijo potem vpisati na arhitekturo, njihovo znanje v arhitekturi je precej skopo, ne? Ja, precej skopo. Dobro, seveda tisti, kjer se izbere umetnostno zgodovino za svoj predmet na maturi, je seveda bistveno boljše, ampak medtem ko to splošno, generalno znanje v srednji šoli, tudi v osnovni, je pa res pomanjkljivo. Meniva, da mogoče neki ti naši umetniki, veliki umetniki, nekaj slišiš o njih, ne vem, Prešeren, Kosovel, od arhitektov zveš nekaj malega o Plečniku, pa se pa pravzaprav že konča. Ne vemo, oziroma mladi ne vejo, kdo je Oton Jugovec, mimogrede tudi precej arhitektov ne ve, kaj je on delal. Vem, da je Ive Šubic naredil v Ljubljani Nebotičnik, ljubljanski. Ne, Iva. Pa take stvari smo hodili pokazati. Ja, no se... bistvo si povedal. Ja, Se kdaj pravzaprav lahko začnemo govoriti o arhitekturi? Vidva knjigo začenjata s koliščarji, ki že razdelijo nekako tloris 25 kvadratnih metrov na dva prostora namenjena za različno uporabo. Se začenja arhitektura zgodovinsko gledano takrat, ko prostor funkcionalno razdelimo v neke prostore. So bili koliščarji arhitekti? Seveda niso bili arhitekti z žigom in štemplom, pa vpisom v zbornico. So bili pa na nek način vseeno arhitekti, seveda ne vem, zato ker so znali živeti z naravo in so razumeli te naravne principe, kdaj je hladno, kdaj je toplo, kako hiša obrniti, da bo zajela čim več sonca v te svoje dnevne prostore. Tako da lahko bi seveda simbolno rekli, da so bili arhitekti, ne pač po formalni izobrazbi. Zdaj, kdaj je arhitektura nastala, o tem so seveda stvar debate, ampak meniva, da takrat, ko so živeli v jamah, seveda ni bila arhitektura. Ampak ko so si morali postaviti neko osnovno bivališče s parih vej, ne vem, s parih hlodov, pa že lahko govorimo o arhitekturi. To je po mojem že lahko arhitektura. Zdaj seveda arhitektura ima pa še to umetnost zraven dodano, da je neko oblikovanje gradiva, materijala, prostora. V prvih začetkih to ni bilo, ampak je zgolj bolj kot da ne preživeti, ampak takoj, ko se materialno človek opomore, začne razmišljati tudi o tem, da bi si izboljšal te svoje pogoje, kjer živi. Ampak Rimljani so pa zagotovo že bili arhitekti. Oni prinesejo k nam tudi pač neko tako organizirano družbo, infrastrukturo, urbanizem, celo neke tipske načrte so že imeli, kar se zdi sila sodobno, ne. Zelo veliko se pri nas v zadnjem času sicer govori o Emoni zaradi novih odkritij, ampak vendar pomembnejši in večji mesti sta bili Celeja in Petovija. In ko govorimo o neki dokaj visoki kulturi bivanja v povezavi z Rimljani, kaj to pomeni? Oziroma se lahko tudi mi karkoli naučimo še danes od Rimljanov? Ja, midva sva s to knjigo pravzaprav želela predstaviti ne samo arhitekturo, ne, ampak sva želela en tak širši kontekst predstaviti. Kaj pravzaprav vse je vplivalo, da se je neka arhitektura razvila tako, kot se je. In recimo pri Rimljanih, ne, je bilo zelo veliko nekih srečnih naključij pravzaprav, ne. Eno je nenazadnje tudi podnebje, ki je v bistvu blago podnebje, kjer so ljudje pravzaprav, ko se jim ni bilo treba ukvarjati s tistimi res osnovnimi potrebami, da si se zaščitil pred mrazom, da si imel hrano recimo,
Rim je nastal pravzaprav na enem zelo prijaznem delu sveta, ne? In se je seveda potem ta kultura lahko zelo hitro razvijala, ne? In je ne samo kultura, tehnika, tehnologije, in je pravzaprav politika, ne, nazadnje, ne? In potem to njihovo širjenje je bilo samo en tak rezultat pravzaprav tega, kar so uspeli narediti. Ja, pa organizacija tega sistema, imperija z infrastrukturo, predvsem s cestami, ko ti povežeš vse kraje med seboj z dokaj dobro narejenimi cestami, pomeni v končni fazi to, da je sistem imperij prekvrlen s tem prometnimi žiljami in prehaja znanje, prehaja roba in nazadnje tudi arhitekt Vitruvi govori pač v teh svojih knjigah o treh pomembnih stvarih v arhitekturi, se pravi firmitas, utilitas, venustas, se pravi, da je nekaj trdno, uporabno, hkrati tudi lepo. In to je praktično 2000 let nazaj. Govorimo tudi o lepem, ne samo o uporabnem in funkcionalnem. Pravzaprav to še vedno velja, ne? Ja, kot sistem je Rim dejansko prišel v te naše kraje, čeprav smo pa seveda še vedno bili provinca. Se pravzaprav iztek zgodbe o Rimljanih pri nas je zelo zanimivo tudi zaradi tega, ker potem pridajo Slovani, ki nekatere njihove objekte tudi pač uničijo. In pravzaprav je vajna knjiga tudi zgodba o tem, da ne gre za nek premočrten razvoj arhitekture in pa kulture bivanja. Prihaja tudi do prelomov, prihaja do tudi obdobij nadzadovanj. Ampak kdaj bi vidva rekla, da mogoče dosežemo neko najvišjo kakovost arhitekture pri nas? Je to mogoče pravzaprav šele v zadnjih nekih 20-30 letih? Ja, arhitektura se je pravzaprav razvijala skozi celotno obdobje, ne? In zelo veliko pravzaprav razlogov je bilo, da se je razvijala kot se je, ne? Veliko vplivov, zelo veliko zunanjih pravzaprav, no? Tudi en tak zanimiv je barok, ne? Barok je bil tudi ena taka prelomnica pravzaprav, ne? Ko so se pravzaprav ljudje sprostili, ko ni bilo več nevarnosti, ko so lahko pravzaprav šli izven nekih meja, recimo mest, ne, kot vidimo, če kar Ljubljano vzamemo za primer, ne, ko so intelektualci šli študirati v Italijo, kjer so videli iz prve roke, oni so videli, kako so recimo kako je Rim pravzaprav, ali pa Firence, ne, kako so se razvile in so želeli pravzaprav prenesti to znanje tudi k nam, ne, in takrat je nastala stolnica. Stolnica je bila v bistvu en tak tudi prelom v arhitekturi, ne, ki je vplival ne samo na sakralno arhitekturo, ampak na arhitekturo nasploh, ne. Tam so ljudje, ki so videli to bogastvo, to lepoto, so želeli tudi en košček tega prenesti v svoje domove, ne, in je to vplivalo tudi recimo na domove, ne samo v mestih, ampak tudi na podeželju. In to so pravzaprav vsako obdobje, ne, ko se nekako izpoje, pride neko drugo, neka sprememba, ne, ko je nekaj preveč bogato, ne, je potem neka želja, da se to prečisti, da je nekaj spet recimo po koncu baroka pride ta rokoko, ko se dejansko cerkve in te prostori, bom tako povedal, kičarijo. To zdaj ne more iti v nedogled. Spravi, treba narediti presek in odgovor na rokoko je v bistvu klasicizem, ne? Nazaj k klasičnim izčiščenim oblikam. Ja, in recimo za klasicizmom sledi potem secesija, ne, ko je spet neko... Skakaj ena taka valovnice, ki so kdaj tudi zaradi kakšnih nasilnih dogodkov v svetu prekinjeni, ampak načeloma je pa to neka sinusoidna krivulja. Ker ste Špela ravno omenili, stolnica je bila en tak objekt, ki je ne da bi povzročil revolucijo, ampak povzročil je tudi posnemanje na podeželju, recimo pri predelavah in pri gradnji novih cerkva. Zdaj, pri strukturi knjige je zanimivo to, da posamezna poglavja so posvečena avtorjem, posamezna so posvečena obdobjem, posamezna stilom, nekatera pa tudi posameznim zgradbam. Na kakšen način v bistvu ste se odločili za to, komu zdaj posvetiti posamezno poglavje? Katere so tiste stavbe pravzaprav, ki si zaslužijo svoje poglavje? Ja, to je bila kar dilema, zdaj kako se jim predstaviti na en tak zanimiv način, delno kronološki, hkrati pa tudi ne tipološki. In pol je
zdaj v teh zgodbah dejansko to, kar ste tudi omenili, se pravi, je preplet ali avtorskega pristopa, pa izpostavljanje seveda določenih avtorjev, seveda ne moramo mimo Plečnika, Fabjanija, Vurnika, Ravnikarja in mogoče teh nekih mlajših generacij. Drugo je pa posamezne stavbe. Dejstvo je, da v teh 2000 letih, mogoče predvsem v zadnjih 100 letih, je teh stavb vseeno kar nekaj. Takih, ki so vsaj za slovensko pomembne, nekatere so pa mogoče tudi več kot slovensko pomembne, se pravi, ali v tem ožjem krogu centralne Evrope ali na evropskem nivoju. Primer recimo? Ja, meni osebno se mi zdi, da gospodarska, če govorimo zdaj o tem zadnjem obdobju, gospodarska zbornica od Sadar-Ugar arhitektov je že ena taka prelomna stavba, ki ni prelomna samo za nas, ampak je tudi širše poznana in ima nek ta naboj. Druga, ravno kar odprta džamija v Ljubljani, jo vidva ne samo kot neke vrste združevalno funkcijo, se pravi z namenom, kjer lahko muslimani dejansko opravljajo svoje obrede, ampak mogoče ta odprtost slovenskega prostora, da so zdaj končno po 50 letih jim pustili zgraditi to džamijo, ki je mimogrede, mislim, da je ena od kvalitetnejših islamskih arhitektur v tem sedanjem obdobju. Ne gledano jugoslovansko ali pa srednjeevropsko, ampak po mojem mnenju vsaj na evropskem nivoju. Imate špila tudi vi kakšno stavbo, ki je tako tudi signifikantna za svoj čas? Ja, zanimivo se mi zdi recimo Vila Rafut od Laščaka, arhitekta Laščaka, tudi zelo zanimivo osebno zgodbo. To mogoče, če se majčkeno nazaj vrnem, kako sva pravzaprav zbirala te stavbe. Nekako subjektiven izbor, sigurno, upava tudi, da zadosti objektiven za seveda stroko, ampak te osebne zgodbe so naju zelo pritegnile in sva tudi želela recimo te osebne zgodbe pokazati, zato da se vidi pravzaprav, kaj vse vpliva na arhitekturo. Predvsem te osebne zgodbe Laščaka, ki je šel recimo v Egipt in je tam pač delal, postal slaven, potem se vrnil nazaj, ga je vleklo nazaj in je tukaj naredil svoje bivališče pač v Gorici in je to ena taka res zanimiva zgodba, pa tudi zanimiva arhitektura, precej nenavadna in seveda, ko smo mi to študirali, nam ni noben niti ne tega omenil, tudi danes redki to poznajo, ker dejansko stavba propada, ampak verjetno bo v nekem doglednem času vseeno prenovljena in z mogoče nekim novim programom. Skratka, želela sva tudi skozi mogoče ene take objekte, ki niso toliko že potrjeno najboljši v tem slovenskem prostoru, ampak so vseeno zanimivi, predvsem za to neko širšo javnost pokazati, da je lahko arhitektura tudi drugačna ali pa nekaj, o čemer niti nismo vedeli. To je pa zanimivo. Tega pa nismo poznali. Se je zanimivo pravzaprav v povezavi z Laščakom tudi to, da je nekaj slovenskih arhitektov, ki dejansko imajo tudi ugled v tujini, pa sploh se ne zavedamo, da obstajajo. Recimo arhitekt Sulčič je dosegel velik uspeh. Pa Jager, Ja, Jager je tudi en tak zanimiv arhitekt, ki je imel ali po svoje malo smolo. Bil je nekako sodobnik Plečnika, Fabjanja, ampak potem je učil... In gre v Severno Ameriko. Ja, in gre v Severno Ameriko, dobesedno med Indijance skorajda. Ampak kljub vsemu on tam uspe narediti neke načrte, urbanistični načrt za Minneapolis. To je nekaj skoraj neverjetnega. Nažalost, seveda on teh svojih načrtov, kakor vem, ni mogel podpisovati, ker ni bil včlanjen v zbornico. Ja, nismo priznali njegove izobrazbe. Skratka, šle skozi zgodbo lahko vidimo pa tudi neke te osebne zanimivosti. Prej ste omenili Sulčiča, tudi zamejski Slovenec s Križa nad Trstom in v času tega fašističnega terorja se preseli v Argentino. Tudi tam on ne uspe narediti tega izpita oziroma se ne more podpisati, tako da dela v enem biroju. Tako da so pa trije soavtorji, ampak dejansko se vidi, da je on bil tisti vodilni avtor
teh projektov. Tako imamo recimo v Buenos Airesu tak najbolj zanimiv stadion, ki se imenuje Bombonera in njegovo avtorstvo. Ja. Se vajna knjiga pravzaprav ponuja tudi neka izhodišča za nadaljne raziskave. Pričakovali bi, da ti glavni, najbolj znani slovenski arhitekti, Plečnik, Fabjani, recimo, da so že docela raziskani, ampak prav v Fabjanu izvemo, da je pravzaprav še precej neraziskano, kaj je on ustvaril, kaj je načrtoval v okviru obnove, povojne obnove Posočja. Torej, še obstajajo tudi pri teh najbolj znanih arhitektih neke črne lise, ki terjajo nadaljne raziskave. Ja, tudi ta čas, recimo, Fabjan je takrat zelo nenaklonjen, ne? Pravzaprav so nekako kar zabrisali ta njegov prispevek pravzaprav k obnovi Posočja, ne? On je bil izjemno dejaven in tudi zavzet in je res bil naklonjen temu delu Slovenije, v kateri je pravzaprav on tudi odrasel, ne? In se mi zdi, da se tudi fakulteta za arhitekturo, recimo obe fakulteti za arhitekturo zdaj v Sloveniji, je veliko raziskav, recimo tudi na tem področju, in se mi zdi, da bi bilo tudi zanimivo še to bolj na laično javnost, pravzaprav, ne, ker zdaj, ko smo se pogovarjali, ko je knjiga nastajala, ne, so si rekli, da dobrodošlo, da so se lotila tega, ker pravzaprav veliko je strokovnih knjig, ampak namenjeno pač stroki, ampak premalo pa širši javnosti namenili literature z tega področja, no, tako da se mi zdi, da smo en tak korak naredila in da povabimo pravzaprav tudi mogoče mlade, tudi študente, da se mogoče malo več tudi v to smer podajo, ne. Ja, pa v to svojo izročilo, pa da poznaš, kje živiš, svoj prostor, zakaj je nekaj pomembnega, no. To skušam tudi jaz svojim študentom nekaj povedati. Če govorimo o tem prostoru, v katerem živimo, kako bi vidva opisala, oziroma kaj je tisto, kar definira nekako našo urbano krajino in tudi podeželje? Naslovnico sta dala Kozovc Otona Jugovca. Zakaj? Ne, Slovenijo, če jo tako pogledamo kot celoto, ne, so recimo ta jedra, ta stara jedra, ki so zaščitena, ki so spomeniško zaščitena, so izjemno lepa. In problem nastane, ko potujemo izven teh, recimo, starih jeder, ne, kjer je ta razpršenost zelo, zelo moteča, ne. To je pravzaprav ta povojni urbanizem dovolil, da so ljudje, seveda je bila tudi ljudem naklonjena situacija, da so si lahko naredili izjemno veliko število enodružinskih hiš, z zelo malo kvalitetnih je pa pravzaprav, ne, v tem prostoru. Govorimo arhitekturno in tudi prostorsko. In prostorsko, ne. In recimo Slovenija je pravzaprav, če bi lahko označili kot celo Slovenijo, je ena beseda, ki bi lahko rekla razpršenost. In to je pravzaprav tudi tisto, kar stroka v prihodnje si bo mogla prizadevati, da pravzaprav zameji to razpršenost in da ljudem pravzaprav tudi pove, zakaj je trajnostni način bivanja kompakten način bivanja, ne da pravzaprav do tvoje hiše se mora speljati celotna infrastruktura, kar je zelo potratno, ne. In to, tudi v knjigi recimo meni je bilo res fascinantno, če pogledamo Tour de France in potem te drone, ki pravzaprav letijo nad pokrajino, ko spremljajo kolesarje in potem ujameš njihove vasi, njihova mesta. To je vse skladno, so iste, če je vas bila krita, strehe so enotne, če je bilo krito s kamenjem, so vse hiše krite s kamenjem, ne. Pri nas se tekmuje, kdo bo bolj drugačen od drugih, ne, da ne govorimo o fasadah, ne. In se mi zdi, da to bi želeli pravzaprav, da bi se začeli pogovarjati o arhitekturi tudi preprosti ljudje, ne, da bi pravzaprav vedeli, da fasado ne barvajo za sebe, predvsem jo barvajo za ljudi, ki hodijo mimo, ne. To je zabaven moment v vajni knjigi, ko navajata iz zakona iz leta 1882, odlok za Kranjsko, ki prepoveduje na nek način kričave fasade, ne. Tako da to je neka stvar, ki je bila v bistvu na ravni stroke sprejeta kot nujna že pred več kot 100 leti. Že takrat so prepoznali kot problem.
Skratka, fasada naj ne bo, kako že, v čem boleča, na nek ta način. Zdaj pa seveda, če gremo po našem podeželju, vidimo pa marsikaj. In to je dejansko res škoda. In ali bo ta najina knjiga kaj k temu pripomogla, ne, mogoče bo pa kdo se kaj vprašal. Se pomenljiv je že ta vzdevek za te ogromne enodružinske hiše, transformator, grajene za 2 ali 3 generacije, ki jih potem ni tam. Ja. No pa mogoče samo to še, da to, ko smo začeli na naslovnici, je v bistvu zaščita arheoloških ostalin Cerkvice na Dolenjskem, svetega Mihaela, arhitekta Otona Jugovca. To je v bistvu nama, pa tudi se mi zdi kar nekaj arhitektov, ne, v Sloveniji se zdi to eden izmed najlepših primerov arhitekture, ne, ki je premišljen od konstrukcije, pomena, pravzaprav konteksta. Skratka, tle Jugovc pokaže, kako je možno iz neke tradicionalne arhitekture, prej ste omenili kozolec, ne ga skopirati pa dobesedno, prenesti pa prekriti to religijo, ampak narediti ta miselni preskok, kako iz te tradicije narediti v navednicah tradicionalno, hkrati pa moderno. In poleg tega še konstrukcijsko popolnoma neverjetno, da streha stoji, dobesedno lebdi, na 2 stebrih. Nekaj, kar je praktično skoraj da nelogično konstrukcijsko, on to reši na tak inteligenten, res inovativen način, da s tem, ko se samo z 2 točkama upne v tla, ne poruši teh razmerij prostora, ki ga formira ta nekdanja cerkev, in hkrati iz daljave streha deluje, kot da res lebdi nad prostorom. Tako da, če ne, druga mi vrlo, vsaj to vsi arhitekti to arhitekturo poznati, da ne govorimo o študentih, pa tudi še marsikdo, kjer ga arhitektura zanima. Kako lahko za eno tako intervencijo, ki je hkrati tradicionalna, hkrati pa v sebi inovativna in nekaj novega ne škoduješ krajini, ampak jo na nek način nadgradiš in hkrati tudi je funkcionalna, zato ker je ta arheologija spodaj je prekrita streho. Sicer pa tudi, če ne želimo biti žaljivi, ampak vendar iz vajine knjige tudi izhaja recimo iz poglavja o ljudski oziroma vernakularni arhitekturi, da pri nas je malo tovrstne arhitekture, ki bi bila res izvirna, res vredna ogleda. Torej, lahko govorimo o našem okolju kot o okolju, ki tradicionalno že skozi stoletja je nekako prostor ne ravno najbolj vrhunske arhitekture in pa prostor za ostajanje. Jaz ne bi temu tako rekla. Ne. Seveda, mi smo bili na prepihu, mi smo bili vedno provinca, pravzaprav, ne, in neke velike zgodbe se tukaj niso dogajale, ne. Veliko je bilo povzemanja, ampak kljub temu je pa nastalo v vsakem obdobju nekaj biserov, dobesedno biserov. No, in se mi zdi, da sva vse povzela, ne, ali saj se jih dotaknila, ne, in da jih ljudem pokažemo, pravzaprav, kaj imamo, ne, kakšno bogastvo. Zdaj, ena bi lahko bila v tem kontekstu klein, aber fein, majhno, ampak lepo. Skratka, je par teh točk in tudi par stvari, ki so ohranjene. Nažalost je pa tega seveda res relativno malo oziroma premalo, ker politika v naših glavah in tudi splošno je bila, kaj bi se s starim ukvarjali. Dajmo tisto, kar je nekaj prestaro, dajmo podreti, pa da zgradimo nekaj novega. Seveda ne govorimo zdaj o tem visoki arhitekturi, tam je logično zadaj spomeniško varstvo in je lahko doseglo, da so se stvari obdržale. Medtem ko pri tej ljudski arhitekturi se pa še tako trudijo, je pa težko prepričati lastnika stavbe, da bi vložil, ne vem, par evrov več in da bi s tem ohranil nekaj zanamcem, predvsem pa tudi sebi boljšo arhitekturo, kot pa neko novogradnjo. Tako da zdaj dostikrat pol imamo situacije, kjer je stara stavba, potem je zraven postavljena res nemogoča stavba iz 70-ih let in ta seveda stara propada. In zdaj v njih stari stavbi živi ena stara ženica, recimo.
ta novi je pa ena mlada družina, ampak mogoče bi se pa dal to kako drugače rešiti. Zdaj, je pa res, da v zadnjem obdobju se pa kljub vsemu, vsaj upava tako, no, ta zavest nekako dviguje in da so začeli ljudje razmišljati o tem, kaj jim staro pomeni. Ker ste ravno omenili tudi to rušenje, tudi izvajanje knjige izhaja, ko jo pač beremo, da pravzaprav prenova postaja vedno pomembnejša naloga arhitektov. V preteklih obdobjih pravzaprav ni primerov prenov, ne? Gre za pač neke nove objekte, za novogradnje in tako naprej, ampak v zadnjem obdobju, pa tudi kar se nagrad tiče, in vedno bolj so cenjene tudi kakovostne prenove. Ja, to je v bistvu tudi en tak trajnostni vidik, ne? Tako kot smo na začetku rekli, da upamo, da bo ta trend, ta korona pravzaprav prevetrila tudi na tem področju, ne? In da bi ljudje začeli ceniti, kaj pravzaprav imamo in da je to v bistvu en tak ponos naroda lahko, ne? Tudi stavba. In da bi se res začele v večji meri kakovostne stavbe tudi prenavljati, ne? Ja, ker lahko govorimo o restavriranju ali pa konzerviranju nekaterih spomenikov, ki so, ne vem, top 10, top 100, ne vem, pač kakorkoli jih je v Sloveniji. Tukaj je možno samo to restavriranje. Pri teh je možno zraven dodajati še nekaj. Pri nekaterih je možno delati pa tako imenovano aktivno prenovo, kjer s tem posegom spomenik ali pa objekt prenoviš, pokažeš, kaj je narejeno na novo in s tem omogočiš, da ta nekdanji spomenik dejansko tudi živi. Tako da seveda prenove so lahko takšne ali drugačne, od prenove recimo Plečnikove hiše do nenazadnje zdaj, ali je to prenova Cukrarne v Ljubljani, ali je to zdaj aktivna prenova, ali je to nekaj drugega. Vsekakor bo objekt, ki zadnjih 50 let praktično ni imel noter programa, bo obnovljen, prenovljen, ampak seveda z sodobno intervencijo, ker je nekako spomeniško varstvo šlo v korak z arhitektom, da je bilo to možno narediti. Ena tema je še, ki bi jo želela mogoče še nagovoriti. Tudi v vaši knjigi beremo o par primerih projektov, ki so bili pravzaprav celostne umetnine. Gre za sodelovanje arhitektov, urbanistov in pač tudi avtorjev javne plastike. Tega se zdi, da v zadnjem času primanjkuje. Recimo, en boljših primerov je zagotovo kompleks okoli Trga Republike, prejšnjega Trga Revolucije. Tam je pravzaprav tudi zabavna anekdota o tem, kako so preverjali, kako naj bi izgledale stolpnice, do katere višine jih bodo zgradili z rdečimi baloni. Ali vidva menite, da v zadnjem času manjka tega sodelovanja oziroma tega celostnega pristopa k gradnji oziroma k načrtovanju večjih kompleksov? Ja, te zgodbe, te res lepe zgodbe, ne, kot je recimo cel kompleks, kot ste ga omenila, ne, Edvarda Ravnikarja, tudi v Kranju recimo imamo njegove intervencije, ki so vrhunske in tudi včasih, se mi zdi, je bilo več časa namenjeno projektiranju, ne. Zdaj je tudi ta stiska s časom, zdaj vse treba hitro. Enostavno včasih tudi zmanjka časa za detajle, te drobne detajle, kot je recimo pri Ravnikarju lahko gledamo od celotne urbanistične zasnove arhitekture do detajla. Vse je dodelano in to je recimo sigurno en problem v sodobni arhitekturi, ne, ta hitrost, ne. Se pa redko, ampak se pa zgodijo recimo tudi takšne Se opravičujem, drugače ta interdisciplinarnost oziroma umeščanje tudi različnih umetnikov v proces projektiranja pa končni rezultat ali postavitev skulptur ali pa, ne vem, bomo rekel, notranjih postikav ali česarkoli. Pri nekaterih projektih je to opazno, ampak ni pa nekako tako planirano, kot je bilo mogoče v 30 letih, v obdobju modernizma, ko je bilo zaželeno oziroma je določen procent prav bil namenjen temu, bom se grdo izrazil, okraševanju stavb. Zaradi tega so iz 30 let toliko arhitektur ima to javno plastiko tudi na svojih fasadah. Zdaj, določene občine so bolj odprte za postavljanje skulptur v prostor,
če se peljete skozi občino Grosuplje, ste kar presenečeni. Na vsakih par 100 metrov se tam pojavi ena skulptura. Mogoče že prvač. No, bili smo že zelo blizu pravzaprav enemu uzakonjenju. V času ministrice Majde Širca si je zelo prizadevala, da bi pravzaprav v vsako javno stavbo, ki bi bila zgrajena v okolico in v notranjost, določen procent, da bi to 1%, sredstev bil namenjen za umetniška dela. In to upamo, da mogoče zdaj, da se bo stroka zopet povezala, ne, in da bi nekako to poskušali vnesti v zakon, da bi bila to pač neka običajna praksa. Zdaj, ob koncu časa nam izteka, me zanima še, ste se vidva pri tej verjetno dosti obsežni raziskavi za to knjigo, glede na to, koliko avtorjev, koliko stavb ste vključila vanjo, tudi sama česa naučila novega, ne glede na to, da ste arhitekta z dolgo prakso. Me je kaj presenetilo, kakšen podatek, na katerega ste naletela? Ja, cel kup, predvsem ta podatek, da se vedno zaplaniramo časovno. Sem mislila, da bova delala to pol leta, pa je dejansko celo leto. To je ena taka, tako bolj kot anekdota, ampak v tem so vsekakor uživali, tako da ne vidva tega kot nek izgubljeni čas, ampak predvsem kot neko dodatno izobraževanje, za katerega enostavno si ne moreš vzeti časa v toku normalnega projektiranja ali pa normalnega dneva. Tako da predvsem Špela je besedno 1 leto se posvetila temu in kar povej, kaj si si odkrila. Seveda, odkriješ ogromno, samo potem, ko pišeš zgodbo, pa seveda se moraš posloviti od zelo veliko informacij, ki bi jih želel sicer dati noter, ampak se mi zdi, predvsem ena taka, to te napolni, se mi zdi 1 leto tako si predstavljam večina arhitektov z veseljem si vzela tega študijskega, zato ker se ti ne odpira samo pač ta slovenska arhitektura, tle so bili pa, ko greš, ne vem, študirati secesijo, prideš širše, kako je to vplivalo drugje, kaj so bili razlogi in se mi zdi, da to je bila ena taka lepa izkušnja. Zagotovo kot arhitektom vam je tudi pomembno, kako knjiga izgleda, oblikoval je Domen Fras. Kakšen pravzaprav oblikovni pečat je dal on v sodelovanju z vama tej knjigi? Ja, z Domnom že kar nekaj časa sodelujemo, med drugim smo skupaj naredili tudi knjigo, tale arhitekturni vodnik po Ljubljani, gremo v mesto. In zato sva želela tudi, da pri tej knjigi on sodeluje. In seveda, ko smo se tudi pogovarjali, kako bi to izgledalo, kako bi zdaj to neurejeno fotografsko gradivo vse nekako poenotili, prav ta notranja vsebina, nagovor, kako je postavljen začetek zgodbe, je vedno pomembno, a te zdaj potegne noter. Eno je vsebinsko, drugo je pa tudi oblikovno. Da seveda ne govorimo o sami platnici, o kateri že prej Špela nekaj omenila, da zakaj imamo gor se pravi to fotografijo. Ampak Domen je znal to fotografijo nekako tako prevesti v sodobni oblikovalski jezik, da je en prijatelj Boris bi rekel, da je haptična, da jo primeš, skratka, da te malo zintegrira, ampak se to pa ne zgleda sam kozovec. Kaj pa to je? Skratka, da te malo zanimira. In zato so pa tudi neke notranje strani oblikovane, malce bolj sodobne, kot pa mogoče neka nek enciklopedični pregled arhitekture. Ja, in Domen je tudi tipograf, tako da... In hkrati tudi arhitekt. Ja, in hkrati arhitekt, Se mi zdi, da smo se zato tudi povezali še na enem drugem nivoju. In tudi recimo ima take prebliske, recimo redko vidiš, da je pravzaprav so naslovi vseh zgodb, so na zadnji strani, na hrbtu. Tako da so bile take lepe intervencije njegove. Špela Kuhar, Robert Potočar, najlepša hvala za pogovor in za knjigo, ki nam bo še posebej prav prišla, verjetno tudi v teh časih, ko smo bolj kot ne omejeni na ozemlju Slovenije, celo v regije, in lahko marsikoga potem tudi spodbudi k raziskovanju okolice, v kateri živi, pa je ne pozna. Tako je. Hvala. 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 Beletrina v živo.